Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. 23. novembra bomo volivci odločali o tem, ali naj se zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je Državni zbor sprejel 18. julija in že velja, torej ali naj se po novem letu uveljavi ali ne. V tejle oddaji želimo soočiti argumente za in proti temu zakonu, govorili bomo o vsebinah, o dejstvih povezanih z zakonom in seveda o posledicah, ki jih ta zakon prinaša. Lepo pozdravljam vse 4 goste. Z nami so tokrat gospa Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica, potem dr. Igor Pribac, filozof, oba iz Srebrne niti, pa na tej strani gospod Aleš Primc, pobudnik referenduma, tudi filozof, še kup drugih stvari opravljate, publiciste tudi in tako naprej, politik, in pa gospa Anda Perdan, Ja. upokojena zdravnica splošne medicine. Ja. Torej, prijazno dobrodošli vsi 4. Za začetek morda eno vprašanje za ogrevanje. Na zelo kratek način, najprej vidva, pa potem vidva, zakaj je dobro, da se zakon sprejme, vidva pa zakaj je dobro, da se zakon ne sprejme. Izvolite. Ja, zakon je dobro, da se sprejme, da se Slovenija vključi v skupino 8 držav Evropske unije, ki ta zakon že ima. Zakon bo pomagal tistim, ki imajo neozdravljivo bolezen, ki je v fazi iztekanja življenja, in druge trajne okvare, bo pomagal tem osebam, da bodo lahko sprejeli odločitev o pomoči pri končanju življenja. In to je v bistvu potreba, ki se je v sodobnem razvitem svetu zelo pokazala kot nujna, sicer za majhno skupino ljudi, pa vendar pomembna za njihovo avtonomijo in dostojanstvo. Gospod Pribac. Zakon je dobro, da se sprejme zato, da bodo ljudje imeli na voljo eno možnost več, da odločajo o svojem življenju v trenutkih, ko bodo morda to možnost potrebovali. Ampak tisto, kar je tu najpomembnejše, je, da to možnost po posvetovalnem referendumu večina Slovencev v resnici hoče imeti in ne zato, da bi jo zgolj uporabljala na koncu, ampak da bi z njo živela do konca. Da bi torej uživali ta mir, spokojnost, sproščenost, ki ti jo zakon daje, in tudi zato, ne nazadnje, zato, ker je to pravičnejša rešitev kot sedanja, ko tega zakona nimamo. Gospod Primc. Pri tem zakonu gre za zastrupljanje ljudi, gre za zastrupitve, gre za denar. Zastrupitveni lobi, katerih predstavnike tukaj gledamo, želi na račun bolnikov, starejših, ljudi v stiski prihraniti. Se pravi, namesto da bi ljudem, ki so v stiski, bolnikom, ponujali zdravljenje, da bi jim ponujali lajšanje bolečin, da bi jim ponujali bližino, da bi jim ponujali občutek pomembnosti in potrebnosti, jim hočejo povedati, breme ste, odstranite se. To je zaton Slovenije, ki sovpada z globalnim zatonom zahodne civilizacije, če bo šla po poti, ki jo zastrupitveni lobi v Sloveniji zagovarja. In moramo vedeti, predstavnika zastrupitvenega lobija v Sloveniji nista slovenska posebnost, nista samonikla, nista izvorno slovenska, ampak gre za globalni trend zastrupitvenega lobija, ki si za žrtve vzame države in njihove bolnike in starejše. Gospa Predan. Ja, jaz sem proti, eno kot poklicno tudi in kot človek, ker je življenje za mene nedotakljivo in tudi recimo konkretno moj poklic, ker sem bila zdravnica na podeželju, moja vloga je pomagati in zdraviti, ne pa pomagati umreti oziroma dobesedno na nek način moriti. Vidim v zakonu veliko slabega,
sprememba v družbi, zdravstva, predvsem pa pritiski, ki jih bojo ljudje doživljali, zlorabe in velike neresnice. Bomo Ja, razdelali kasneje potem vse te vajne, vse te trditve, o katerih ki ste jih zdaj nanizali. Mogoče bi začeli pri vsebini, torej, če pogledamo 5. člen zakona. Torej, to gre za zdravstveno storitev, ki bo v celoti plačalo zdravstveno zavarovanje. Zdaj tam piše, da skratka to je plačano, zdaj me pa zanima, v katero rubriko oziroma v katero med te zdravstvene storitve po zakonu o zdravstvenem zavarovanju bi lahko uvrstili to pravico. Torej, ali gre za preventivo, ali za diagnostiko, za terapevtske namene ali rehabilitacijo, skratka tako kot zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju opredeljuje pač vse te pravice, ki se plačuje iz tega zakona. Ja, najprej bi rekla, da ne želim, da se tukaj pogovarjamo na ta način. Mi nismo nobeni zastrupljevalci, ker v zakonu ta beseda nikoli ni uporabljena in tudi zakon ima številne varovalke, da bi lahko prišlo do kakršnekoli zlorab. Tako da ostanemo na neki spoštljivi ravni, ker se mi ne zdi primerno in ni pošteno do gledalcev, ki to gledajo. Kar se pa tiče vašega vprašanja, ker sem bila soudeležena oziroma članica skupine za paliativno oskrbo tako na Onkološkem inštitutu kot tudi v državnem programu za razvoj paliativne oskrbe vse tja do leta 2018, se bo ta storitev razvila. Se pravi, to je nova storitev, kateri bo Zavod za zdravstveno zavarovanje dodelil šifro, tako kot je paliativni oskrbi dodelil šifro, in to je dejansko pomoč, to je kot del terapije paliativna oskrba ob koncu življenja. In tako se bo tudi za področje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja razvila šifra. Ampak, če pa tako, Zdravniška zbornica je rekla, da pravzaprav omogočanje smrti ne more biti oblika zdravljenja. Glejte, to so oni zapisali. Zdravje, ljudje ne živimo na tem planetu zato, da je kdo še kdaj ostal, pa ni umrl. Vsi umremo. In če berete razprave o tem, kakšna je vloga zdravstvenih delavcev od življenja do smrti, sodelujemo in takšna je tudi definicija zdravja, da zdravstveni delavci podpiramo zdravje človeka v fizičnem, psihičnem, čustvenem, socialnem smislu. Na koncu ta človek umre. In lahko mu ponudimo paliativno oskrbo in v sodobnih državah, kot so, prej sem rekla 8, Nizozemska, Belgija, Švica, Luksemburg, Španija, Nemčija, Avstrija, Italija in zdaj zakon pripravljajo oziroma so postopki sprejemanja Irska, Francija, Cipr, Malta, Portugalska, Slovenija, v Veliki Britaniji, Anglija, Wales, a to so vsi zastrupljevalci. Niso nobeni zastrupljevalci, omogočajo pacientom avtonomijo, da se na koncu, ko so neozdravljivo bolni, odločijo, kako želijo umreti. A veste, kdo so ti pacienti? Ti pacienti so v 50% pacienti z rakom, z ALS sindromom, to je degenerativna amiotropična lateralna skleroza, druge bolezni živčevja, bolezni respiratornega sistema. To so ljudje, ki so zelo bolni in teh ljudi je po analizi od leta 1999 do 2023 se je v tej analizirala 185,000 pacientov, ki so uporabili PPKŽ in te paciente predstavljajo v skupini vseh umrlih povprečno 1,4% ljudi. 1,4%. Za zdaj? Za zdaj. Seveda trend narašča. Trend za zadnjih 5 let je 2%, ampak narašča pa tudi življenjska doba. Naraščajo tudi težave, ki jih imajo te tako imenovane bolezni, zaradi katere najpogosteje te zaprosijo za PPKŽ in v deležu smrti še vedno ne predstavljajo nobenega tveganja. Gospod Pribac, kako vi gledate na tole trditev oziroma kam bi kazalo uvrstiti to storitev po tem zakonu, po 5. členu tega zakona, o tem sprašujem? Jaz sem filozof in
nisem se nikoli v resnici ukvarjal z tem vprašanjem, ki je zelo tehnično podrobno, se mi ne zdi ravno vprašanje, na katerega bi, ne verjamem, da gledalce tudi to posebej zanima. Bi se pa odzval na to, kar ste vprašali malo prej, da zdravniki pravijo, da to ne more biti zdravstvena storitev. Zdravniška zbornica tako trdi. No, sej, na to pa imam svoje mnenje, mogoče bo tu tudi gospa zdravnica imela kaj za pripomniti na moj odgovor v zvezi s tem, kajti sam menim, da to lahko je zdravstvena storitev. Zakaj ne bi bila? Ker seveda je zdravje nekaj, kar ne more biti definirano stališča zdravnika. Zdravnik je, res je, najbližje temu, kar imamo na voljo, že vzamemo vse zdravnike skupaj, vse specializacije, kar ponuja neko zdravje, ampak vendar zadnja beseda o zdravju pripada vsakemu pacientu glede njegovega zdravja. Sam, če ne bo zdravnik povedal svoje, če ne bo čez ta birokratski postopek, človek šel ne more pravzaprav te svoje pravice uveljavljati. Ja, ampak to se dela v pravilnikih. Vsak zakon ima potem izvedbeni pravilnik in ta pravilnik ima takšne stvari, o katerih meni se je postavilo pač to vprašanje. Meni je pomembno to vprašanje. Kako vidva gledata na to? Zastupitveni lobi hoče iz slovenskega zdravstvenega sistema narediti zdravstveno usmrtitveni sistem. Iz zdravstvene zavarovalnice hoče narediti zdravstveno usmrtitveno zavarovalnico. Zdravljenje, vemo, kaj pomeni. Zdravljenje pomeni pomoč bolniku za to, da bo ozdravel, oziroma da bolezen ne bo napredovala, oziroma da se mu lajšajo bolečine. To je zdravstvo. To, kar oni predlagajo, je zastrupitev bolnika. In to, da gre v resnici za zastrupitev bolnika, je razvidno tudi iz 32. člena zakona, kjer spreminjajo zakon o lekarniški dejavnosti. Tam notri govorijo, da bo ena od lekarniških dejavnosti tudi izdajanje učinkovine, ki povzroči smrt. Se pravi, kaj je učinkovina, ki povzroči smrt? Strup. To je strup. Se pravi, gre za zastrupitev in vi hočete doseči, da bo čim več ljudi zastrupljenih. In ti podatki, o katerih govorite, niso točni. Poglejte, v Kanadi zaradi zastrupitve umre 5% oziroma 15.000 ljudi. Na Nizozemskem zaradi zastrupitve umre 10.000 ljudi oziroma skoraj 5%. Lepo vas prosim, ne govorite, da gre za peščico. Prej, na začetku vašega izvajanja ste govorili, da gre za peščico. Ni res. 5% ni peščica. V slovenskem merilu bi to pomenilo 1000 ljudi. Zdaj pa še eno zadevo. Zastrupitveni lobi prikriva dejstva. Eminenten predstavnik zastrupitvenega lobija, gospod Pribac, je pred časom objavil na omrežju X zelo jasno dejstvo, ki seveda drži, da je evtanazija cenejša od zdravljenja. In za to gre. Vi hočete ljudi prisiliti v to, da bi se jih zastrupilo, zato ker hočete zmanjšati strošek. Vi hočete ljudem sporočiti, vi ste strošek, umaknite se. In to ni nobena civilizacija, to ni nobena solidarnost. In enostavno ta zakon v resnici uvaja trpljenje stotin in stotin tisoč Slovenk in Slovencev, ki bodo ob bolezni, ki niti ne bo rabila biti huda, enostavno ves čas pod pritiskom, končaj strošek si. In poglejte, zdravstvena storitev, ki jo oni uvajajo, ni zdravstvena storitev, ampak je usmrtitvena storitev. In vsaka beseda, ki jo oni izrečajo, je v resnici laž. Je laž in ne drži. Tako da uvajajo usmrtitve, uvajajo zastrupitve in to tudi sami priznajo, ker hočejo, da bojo v lekarnah izdajali učinkovino, ki povzroči smrt. In to je strup. A potem se tudi kot se to dogaja v Avstriji, Nemčiji in tako naprej, ko izdajo v lekarnah, potem so tudi oni zastrupitveni lobiji. Mi smo zdaj tukaj rešitelji. Vaša kampanja je rešiteljica zastrupitvenega evropskega in svetovnega lobija. V vsej človeški civilizaciji, razen nacistov, ni bilo sistema, ki bi uvajal zastrupljanje ljudi. Razen, seveda, v zadnjem času radikalne, ekstremne levičarske stranke in vlade, ki hočejo vsiliti zastrupitev ljudi kot njihovo zdravstveno, pokojninsko in socialno reformo. In če pogledamo vlado Roberta Goloba, je zavozila vse temeljne reforme, ki jih je obljubljala. Imamo 150.000 ljudi brez osebnega zdravnika. In tem ljudem, ki jim vlada ne zna, noče ali pa ne more
zaradi svojega neznanja. Zagotoviti osebnega zdravnika ponuja enostavno rešitev, zastrupitev. 150 000 ljudi je bilo tudi pod Janševo vlado. To so dejstva. Mogoče bi zdaj si pa le z gospod zdravnico, ki ima svoje življenjske izkušnje, strokovne izkušnje, pa le pomagali, pa nam vi odprite oči to zadevno. To ni zdravstvena storitev, definitivno ni. Paliativa ni nič novega. Paliativa, odkar so zdravniki, je bila paliativa, se pa razvija. To je pa res. In paliativa je pomoč, aktivna pomoč terminalno bolnemu. In dobro, lahko mogoče bo povedal, da se malo več pove iz izkušenj. Do konca smo spremljali tudi kolegi bolnika velikrat. Jaz sem delala v Gorenji vasi, to je podeželska ambulanta, pa gor ti Poljanski griči in vasi. Večina je želela umreti doma, v miru. So bile bolečine tudi, v glavnem so bile dokaj dobro obvladane. Daj pa če rečem čisto konkretno, kako na tole gledam. Če grem, vidim tudi kono, pa tudi, ko sem bila pred upravno enoto, se marsikjer mu zdi ta beseda, ko jo gospod Prims reče, zastrupitev. V bistvu je zastrupitev, ker ta človek, ki zaužije karkoli že zaužije, noter so v bistvu snovi, ki so v določenih mikrogramih ali pa miligramih, so zdravila. Recimo pomirjevala, uspavala, potem snovi, ki sprostijo mišice, da se recimo, če je pa tega preveč, se pa mišica ne bo več skrčila in tako dihalne mišice se ne skrčijo in tako. V glavnem, iz tega stališča gledano, to je zastrupitev, to ni zdravljenje. A jaz lahko tukaj postavim vprašanje? Kaj pa je paliativna sedacija za vas? Prosim? Paliativna sedacija. Kaj je pa to za vas kot zdravnica? Kako vi to razumete? Kaj vi s tem mislite? Če lahko pojasnite, kaj je paliativna sedacija, ko zdaj govorite o oviranju dihanja, zastrupljanju. Ne, to jaz govorim, to je pri asistiranem oziroma pri eutanaziji. Ja, ampak paliativna oskrba vključuje v terminalni fazi tudi paliativno sedacijo. In vas sprašujem, v čem je razlika med paliativno sedacijo in asistiranim samomorom? Veliko paliative sem delala, nobenega nisem, to se pravi, da bi ga sedirala, nobenega. Če je res rabo te močne analgetike, rekla, zelo malo sem šla ali pa so rabili opioide. So, ampak takrat je zato, da bolečina ni bila, da je bila znosna in da je lahko bil med svojimi. In večina teh je v miru umrla. V bistvu tista meja je zdaj prekoračena, ne? Ko se odloči, ko se reče, ne? Zdaj pa jaz sem se pa odločil za to, da se dam v bistvu ubiti. Ja. Za to gre. V vseh letih me je samo eden prosil, oziroma rekel, dajte mi tisto injekcijo. To je bilo desetletja nazaj, ni bil moj pacient, ampak ni bila vzrok nobena bolečina, ker se tle tako poudarja ali pa neznosno trpljenje, pa v prvo vrsto se daje bolečino. Je šlo za neurejene družinske razmere in zato. In mu tudi, mislim, da sem ga z načinom, ko sem se pogovorila, tudi umirila. In ko sem bila še enkrat pri njem, ni bilo več te prošnje. Mene zdaj zelo zanima, lejte, v zakonu prebiramo, večkrat sta že vidva tudi omenila, neznosno trpljenje in odločitev pri polni zavesti. Kako gre to skupaj? Odločitev pri polni zavesti gre, pacient se ne bo odločal takrat o pomoči pri končanju življenja, ko bo sediran. Pacient se bo o tem odločil prej, takrat, ko mu bo pojasneno, da ima neozdravljivo napredovalo bolezen, da je z vidika fokusirane terapije so vse poti izčrpane in da ostane samo še blaženje simptomov. Ampak takrat ne bo v fazi neznosnega trpljenja.
Ja, seveda bo v fazi trpljenja, se bo že Ne pa potreboval. neznosnega. Mislim, ta termin, to dvoje mi res ne gre skupaj. Mi ne Pa gre bi jaz vam skupaj. mogoče povedala, kaj ta konstrukt neznosno trpljenje pomeni. Preverjen je bil na 500 zdravnikih družinske medicine v znanstveni raziskavi, ki je potekala v Belgiji in je bila objavljena leta 2023. Kako so to pacienti izrazili, kaj je to neznosno trpljenje? To je individualno, ne? Vsak po svoje. Ja, ampak na koncu smo dobili neke vrednosti, a ne? Kaj je? Na prvem mestu je izguba dostojanstva. Ne morem vsega več upravljati tako, kot sem lahko upravljal, ne morem hoditi, ne morem jesti, nisem samostojen. Druga stvar, splošna šibkost in utrujenje. Vsi pacienti, ki gredo v to fazo umiranja, izgubijo svojo energijo, svojo moč, imajo slabost, bruhanje. Zaradi tega se čutijo ovirani, pojavi se otožnost in šele na 6. mestu je bolečina. Se pravi, ta bolečina je prisotna, vendar je vsi ostali dejavniki, ki so zraven prisotni, tvorijo tisto občutek, da enostavno ne more več tako živeti, kot je živel. Ampak ta trditev potem ne sedi. Kaj ne sedi? To ne sedi, da gre za fazo neznosnega trpljenja in mislim... Neznosno trpljenje lahko opiše samo pacient. Enega bo strašno bolelo, drugi bo strašno bruhal, tretji bo padel v anksiozno stanje, četrti bo imel polomljen kolk in zaradi tega, zaradi metastaz, se ne bo mogel niti premakniti, niti gibati. Neznosno trpljenje je konstrukt pacienta, ki doživlja to bolezen. Ne morete ga opisati. Lahko ga samo opišete na način, kaj so pacienti izpovedali. Odločiti se bo moral pa preden bo v tej fazi. Ja. O tem govorim. Se bo takrat, o sosledju, ko bo soočen s tem, da ima neozdravljivo napredovalo bolezen. Kot sem rekla, najpogosteje je to rak. Predstavljajte si, da imate raka trebušne slinavke in da je to razširjena faza. Pred vami so 3 meseci. Če se zdravite, pa mogoče 4 meseci. Lahko se boste odločili in odklonili kemoterapijo in boste se odločili, da boste te 3 mesece preživeli tako, kot boste hoteli. Jaz bom kar potrkala, ker zaenkrat mi še ni sile. Ja, veliko ga je, zato incidence zelo narašča in zelo pogosto. Jaz bi se zahvalil gospej Skelesavičevi, ker je končno strani zastrupljevalskega lobija prišla ena beseda, ki drži. Se pravi, res je, da to, kar vi strašite slovensko javnost, da prinašate s tem zastrupljevalskim zakonom odrešitev od bolečin, v resnici sploh ni tema zakona in tema neznosnega trpljenja. Povedali ste, da je bolečina šele 6. razlog, ki ga ljudje navajajo za zastrupitev. Se pravi, vse ostale stvari, izguba dostojanstva, zdaj bomo pa ljudi ubijali zaradi izgube dostojanstva. A jih bomo ubijali zaradi izgube smisla? A jih bomo ubijali zaradi izgube bližine? Ali jih bomo ubijali zato, ker ne čutijo, da lahko delajo vse tako, kot bi sami želeli? Poglejte, gospa, vi ste sami povedali, to so glavni razlogi. In vi zagovarjate, da se iz teh razlogov, ki po vašem mnenju tvorijo celoto neznosnega trpljenja, se pravi, zastruplja ljudi. Se pravi, v resnici sem vam hvaležen za to, da ste povedali, da ne gre za medicinske razloge, ampak da gre za vse ostale družbene razloge, za katere se jaz v resnici strinjam, da so problem. Ampak jih moramo mi kot družba ljudem zagotoviti, ne pa jim kot rešitev ponujati zastrupitev. In poglejte, solidarna družba pomaga trpečim ljudem. Solidarna družba pomaga ljudem, ki ne vidijo smisla. Solidarna družba pomaga ljudem, ki potrebujejo pomoč. Ne pa jih sili v zastrupitev. In to je ravno tisto, kar mi ves čas opozarjamo. Ne gre za, kot vi govorite, terminalno bolne. Terminalno bolnih sploh ni v zakonu. Ampak gre za to, da ljudem, ki se znajdejo v stiski, se slejko prej, znajdemo vsi mi, hočete usiliti zastrupitev. In še eno stvar bom povedal. Napredovala bolezen je terminalna bolezen. Vi ste v zakonu, ko ste opredeljevali, kaj je to neznosno trpljenje, povedali, da gre lahko za psihično bolečino, fizično bolečino ali kombinacijo obojega. Se pravi, vi hočete ljudi tudi zaradi psihične stiske, psihične bolezni spraviti v zastrupitev. Lejte, to je nesprejemljivo in praktično zavajate iz besede v besedo, razen tole, kar ste sedaj povedali, se vam pa zahvaljujem
da ste citirali to resnično študijo, ki kaže, da je bolečina šele 6. razlog in so vse ostale prej. In jaz si želim živeti v državi, ki bo solidarna, ki bo sočutna in kjer bomo ljudem, ki imajo težave, ponujali rešitev teh njihovih težav in ponujali blaženje težav, ne pa zastrupitev. In to, kar hoče narediti ljudje, lejte, volite proti, ker teli imajo namen, da vas bodo vse po vrsti pobili. Gospod Frinc, bom predala besedo še kolego, ampak vi ste res izjemen manipulator. No? Besede jemljete in si dobesedno izmislite nek svoj lastni konstrukt. A nočete razumeti, da je trpljenje ni samo bolečina? Ne, ni samo bolečina. Kjerkoli boste, nisem rekla, da je trpljenje bolečina. Rekla sem, da trpljenje je konstrukt različnih simptomov, ki se pojavijo v času umiranja. Ne gre samo za umiranje, gre za fazo bolezni, v kateri se seveda človek znajde v vseh mogočih psihičnih, družbenih stiski odnosov in tako naprej. In poglejte, mi moramo ljudem pomagati, da bodo te težave in stiske, ki pridejo ne samo z boleznijo, lahko pridejo s starostjo, lahko pridejo z invalidnostjo, lahko pridejo, recimo jaz vidim, da ljudje, ki doživijo izgubo drage osebe, neznansko trpijo. A zdaj bomo še tem ljudem, ki čutijo neznansko trpljenje zaradi izgube. Ja, poglejte, govorite o celoti, govorite o celoti razlogov, ki po vašem mnenju upravičujejo zastrupitev. Jaz pa hočem povedati samo to, da to niso razlogi, zaradi katerih se ljudem ponuja zastrupitev, ampak jim je potrebno ponuditi rešitev njihovih stisk. Vi lahko o tem govorite, ko boste prebrali to literaturo, ki je tukaj napisana. Ne? Zdaj pa samo vlačite stvari ven, tako kot vam paše, zato ker ste tukaj zelo uspešen v vseh vaših kampanjah do zdaj. Zelo uspešno govorite in zelo uspešno manipulirate. Dajmo se premakniti naprej. Gospa zdravnica je zapisala, vi ste zapisali prav to, ne? Ko niste človeku imeli več kaj ponuditi, takrat ste naredili hišni obisk kot mlada zdravnica in ste v bistvu tolažili, ne? Ja. In na začetku sem se celo slabo počutila, ker nisem bil na to pripravljen, da je tudi to, samo da prideš, da je velik. A ne, tudi če nimaš več kaj dati. In si hodil, si šel na hišni obisk, tudi poj in spremljal do konca. In to so bili tako lepi trenutki. In jih ne idealiziram. In zraven je bila velika družina. Tudi otroci. In tudi trpljenje, verjetno, ne? Tudi trpljenje svojcev in si... da bom rekla, tudi veliko besed ni bilo. In to, ne vem, meni se nikoli tak človek ni zdel nedostojen, daleč od tega. Potem tudi to, da je šel v plenice, normalno je težko, si težko predstavljam, to je čisto za vsega težko, ampak je človek pa sprejme. In tista nega, še to bom povedala, recimo izkušnje, da je marsikdo v tistih mesecih, ali pa zadnjem času, so se ponekod odnosi zelo, zelo izboljšali. Ne poslabšali, ampak izboljšali. Zbliža taka stvar, taka situacija, verjetno družino. Primer pacientke, ki je imela možnost je to Švico, in so se pogovorile. Bila je pa čist kriza, ker jo je to pa je povedala. In sva se pogovorile in je vseeno preverila še pa eni kolegici in je povedala podobno in se je premislila in kaj mi je pa res proti koncu rekla, da teh zadnjih pol leta je bilo z možem najlepši čas njunega življenja. Na to pozabimo. To ni merljivo pravzaprav, ne? Ne, ja. Tega se ne da izmeriti. Ne. A lahko samo eno misel, ker se lepo nadaljuje na to, kar je dr. Anda povedala. Lejte, obremeniti odnose v družinah, obremeniti odnose med ljudmi z mislijo na zastrupitev, z siljenjem na zastrupitev, z samosiljenjem v zastrupitev, češ se bom umaknil, da ne bomo breme, je velika krivica.
tako za bolnike, kot za celotno družino. In dajmo glasovati proti, zavrnimo ta zakon, ki bi uvedel ogromno novega, do zdaj nepoznanega trpljenja, tako za bolnike, kot za družine. Pridemo malo kasneje. Še kakšna vaša misel na to temo? Definicija zdravja Svetovne organizacije pravi, zdravje ni le odsotnost bolezni, zdravje je socialno, fizično in psihično dobro počutje. In duhovno. Ne, duhovnega ni noter. In duhovno, siguran. Dobro, tri kvalifikacije so, če je psihično ali duhovno, je meni čisto vseeno, lahko je gospa tudi duhovno, zaradi mene ni to ključna stvar, na kateri sama bi hotel. vemo, naš sistem tega ni dal. Lahko jaz kaj še povem? Izvolite. Upadlo so mi v besedo, dali ste mi besedo. Se upravičujem. Ja, no, poglejte. Tudi jaz. Ja, hvala. Ta definicija zdravnika ne more kvalificirati kot tistega, ki reče nekomu, ti si zdrav. Zdravnik je tisti, ki lahko reče, da nekdo ni bolan. Po nekih katalogizacijah simptomov to zdravniku pripada. Zato ali pa se pacient dobro počuti, ali fizično, duhovno, če hočete, ali psihično, ali je socialno sprejet in vključen, o tem zdravnik malo ve in ne more vedeti. In nihče drug ne more vedeti. Tudi trpljenja ne more izmeriti zdravnik. Trpljenje ni zunanje merljivo, ni znanosti o trpljenju. Nimamo tega. Tudi medicina ni znanost o trpljenju. To je neko samodoživljanje tvoje življenjske situacije. Tudi bolečine. Bolečina sploh nikoli ni bila najtežje trpljenje, kar jih imamo. Vsi se strinjamo, da je trpljenje veliko hujše lahko od najhujše bolečine. Ampak kaj pa je trpljenje? Trpljenje je način, kako doživljamo svojo lastno situacijo, ki vključuje lahko tudi bolečino, ampak tudi marsikaj drugega. In zdaj, to je izhodišče. Torej, zdravje in trpljenje sta subjektivni kategoriji, zdravnik o tem ne more imeti zadnje besede. In prav je, da jo damo pacientu. Zdaj, in ta zakon je pravzaprav bližnica, da reče, zdaj pa jaz ne bom več trpel in zaključim. Tam so neki objektivne, če preberemo tisti 4. člen, pridemo do tega, ja? Imamo tam neki kvalifikacij, kjer ima svojo besedo tudi zdravnik. Če zdravnik ne ugotovi, da obstajajo medicinske indikacije, zaradi katerih bi pacient, kandidat za prošnjo za pomoč pri koncu življenja, lahko imel take bolečine in trpljenje, o kakršnem poroča, potem ta oseba, ta bolnik ne more biti kandidat za to, da bi prejel pozitivno mnenje komisije in bil deležen te pomoči. Zdaj, ta postopek, da si pridobiš pravico do uveljavitve te pravice svoje, je precej birokratski in dolgotrajen. Nek zdravnik je izračunal, da pravzaprav potrebuje, osebni zdravnik je izračunal, da rabi 3 delovne dni, da ta postopek izpelje. Zdaj, en hudo bolni človek si bo to, mislim, verjetno tega sploh zdržal ne bo. Rabi 3 delovne dni, rabi pogovor. Jaz mislim, da je ena od dobrobiti tega zakona ravno ta Kakorkoli, ja. Ampak postopek, skozi katerega mora tak neznosno trpeč bolni človek iti, je zelo pravzaprav dolgotrajen. V vseh državah je tak. Postopek, ne bom rekla, da je dolgotrajen, je zahteven in je seveda bo zahteva določene postopke in preverjene, zato da ne bi prišlo do kakršnihkoli zlorab. Točno na to, zaradi razlogov, katerih ste spraševali, gospa. Ja, to je ena od varovalk. Pacient mora biti v svoji želji, v svoji zahtevi konstanten. Če se nekega dne zbudi in prekliče to, kar je prejšnji dan trdil, se bo osebje, vključno z vsemi odločevalci, na tem tudi zamislilo in ta pacient verjetno bo prekinil svoje vlogo. Kadarkoli lahko prekine. Jaz bi nekaj rekla, tam je še naprej. Zdravnik mu je dolžan in presoditi, kakšno je to trpljenje, ampak in ponuditi vse oziroma možnosti zdravljenja. Ja. Potem je pa naprej. Ni pa nujno, oziroma tisti bolnik bo sam presodil, ali je to zanj sprejemljivo ali ne. In tudi, če so še možnosti, to se pravi,
To ni v Ne, redu. če so možnosti. Če so še možnosti zdravljenja. Zdravnik pove, če so po njegovem kakšne možnosti, pacient pa pove, ali so te možnosti zanj so zanj sprejemljive. tako je. In seveda, pacient je zadnji odločevalec. Gospa zdravnica, a vi boste, Po zakonu ne. a boste vi odločevalec? pacientu usilili neko zdravljenje, ki ga pacient ne sprejme? Ne, samo potem ne bi smeli iti to naprej do uresničitve tega postopka, če zdravnik lečeči bo ocenil, da je še možno zdravljenje. Glejte, pozabljamo na zakon o pacientovih pravicah, kjer pacient ima to avtonomijo, ima pravico, da je popolnoma informiran in to je v zakonu jasno napisano, kako poteka ta informativni postopek, faza 1, faza 2. Ja, sem zelo prebrala. Ja, in potem, če lahko dokončam. Izvolite. No, zdaj sem pa zgubila nitma. Krasno. Se boste spomnili, izvolite ta cajt. Ja, lejte, zakon je zakon, ki predvideva zlorabe pravzaprav od začetka do konca. V tem postopku bodo lahko sodelovali samo zdravniki, podporniki zastrupljanja bolnikov. Vsi ostali bodo izključeni. Se pravi, na nek način bodo v tem postopku sodelovali lahko samo neetični zdravniki. Se pravi, zdravniki, ki ne spoštujejo zdravniške etike, ki ne spoštujejo Hipokratove zaprisege. Ja, Potem naslednja zadeva. V bistvu zadošča en zdravnik ali pa dva za slovenski prostor. Ene par zdravnikov bi bilo popolnoma zadosti. Potem naslednja zadeva, se pravi, na nek način lahko rečemo neki psihopatski zdravniki bodo lahko v tej zadevi sodelovali. Zakaj to govorim? Zelo iskreno. Kater normalen človek bo zastrupljal sočloveka? Kater normalen zdravnik ali pa človek bo gledal človeka, ki se bo zastrupil in sedel tam uro, 2, 3, lahko tudi cel dan in gledal, kako umira. Se pravi, to zakon pričakuje od zdravnika in medicinske sestre. Se pravi, pričakuje dobesedno psihopata, ki bo tam sedel in gledal zastrupljenega človeka, kako se matra in mu ne bo pomagal. Se pravi, zelo utemeljeno govorim, da gre za zdravnike, ki bodo v teh postopkih sodelovali, ki so neetični. Lahko tudi psihopatski. Naslednja zadeva. Sorodniki, pa ga lahko ustavite. Lete, pri besedi sem. Jaz bi rad povedal. Ne, a veste, toliko enih laži izrečete, da se mi moramo odzvati. Lete, jaz sem poslušal vaše laži. Lete, vi ste prej govorili, pa vas nisem. Lete, vi ste prej. Ne. Jaz sem niti enkrat upadal v besedo. Niti enkrat. Seveda ste. Poglejte, jaz sem prej poslušal. Čakal je na besedo. Jaz sem poslušal neresnice in zavajanja, ki ste jih govorili in sem jih enostavno pripravil, da bom na njih odgovoril. Poglejte, naslednja zadeva. Vi boste to, v zakon ste napisali, prikrivali svojcem. Se pravi, sorodniki, ki bodo v postopku zastrupitve, strani zdravnika ne bodo obveščeni po uradni dolžnosti strani zdravnika. Samo če tisti dotični bolnik to želi. Poglejte, mi imamo... On odloča, zdravnik je kralj, razumete, zdravnik je suveren svojega zdravja. Hočemo to razumeti. Pacienti, a veste, vsi, ki so prišli na prejšnji posvetovalni referendum in večinsko podprli ta zakon, to razumejo. Razumejo idejo, da hočejo biti sami poslednji odločevalci tega, kar se dogaja z njim v zdravju. Imamo zakon o pacientovih pravicah, ki ga v resnici zdravniki, uradno zdravništvo, dokumentirano, ni nikoli prav zares sprejelo za svojega. In v tem dokumentu je to jasno določeno. Avtonomija pacienta je zagotovljena in njegove specifično razumevanje samega sebe, torej kako kulturno, kakšne ima njegove vrednote, ali hoče naprimer dlje živeti pa pri tem bolj trpeti, ali hoče manj živeti pa dobro živeti. To so izbire, ki so legitimno njegove in jih zakon daje pacientu in celoten naš predlog je pravzaprav nič drugega kot kratka ekspanzija določenega dela zakona o pacientovih pravicah. Kajti že zakon o pacientovih pravicah omogoča pacientu, da, tako kot je tudi Vesna Prijatelj, znamenita Vesna Prijatelj v kliničnem centru Ljubljane zdajle umrla, potem ko so ji preprečili, na Onkološkem inštitutu umrla, ko so ji preprečili 2-krat samomor, ki si ga je hotela sama
skrajšati življenje, ker je prišlo do nenadnega poslabšanja njenega stanja po hospitalizaciji, pa tega ni zmogla napraviti, ker so ji to preprečili. Ona je bila, ravnala je kot nekdo, ki razpolaga svojim zdravjem. In zato pričakuje tudi nekaj pomoč. Pomoč, ki jo ona rabljala, samo to, da jo pustijo umreti, kajti za vse ostalo je sama poskrbela, niso jo pustili umreti. Dvakrat so jo to preprečili, jo na to, po protokolu, ki obstaja v Sloveniji, prepeljali v zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice. Zaenkrat je to kriminalno dejanje, so pač morali to preprečiti. Poklicali policijo, kakšno kriminalno dejanje obstaja, prostite? Če ti samega sebe, samomor ni kriminalno dejanje, oprostite. Kje smo? Nismo v srednjem veku. Nismo v srednjem veku, a veste, pomoč pri samomoru je lahko kriminalno dejanje. In točno to so šli preverjati. Poklicali so policijo, ki je prišla tja, preden je prišel njen soprog, ki 3 ure ali nekaj ur ni vedel sploh, kje je njegova žena, vedel je, da umira, ampak ni vedel, kje, ker ni bilo več na kraju, kjer jo je zapustil. In ko je prišel do nje na zaprtem oddelku psihiatrične klinike v Ljubljani, je zvedel, da je bila policija pred njim in tudi, da je morda tudi osumljen kaznivega dejanja napeljevanja k samomoru oziroma sodelovanja pri tem. Kot jaz vem, vsak samomorilec pravzaprav pristane na psihiatriji, to je avtomatizem. Izvolite. Glejte, gospa novinarka, jaz mislim, da je nespoštljivo do kolegice Vesne Prijatelj, ker sem jo osebno poznala, da tako govorite, no. Treba si je prebrati stvari in tudi ta vaša izjava, da je v Sloveniji rabimo 2 zdravnika, zato da lahko vse pobijete. A lahko zdaj nadaljujemo? Ja, lahko nadaljujem, jaz samo opozarjam, da pač ne moramo izvajati stvari, da rabimo 2 zdravnika, da bodo to delali. Predstavnika zastopilnega lobija sta si sama vzela besedo, zelo nekulturno, ampak poglejte, v zakon ste vgradili prikrivanje postopka zastrupitve pred svojci. V zakon ste zapisali, da je možno iti v postopek zastrupitve brez lastnoročnega podpisa. Brez lastnoročnega podpisa. V zakon ste zapisali obveznost zdravnika, da laže pri razlogu smrti. In poglejte, ta zakon, tak kot je sestavljen, skupaj z vašo izjavo, da je evtanazija cenejša od zdravljenja, seveda zelo jasno pokaže, kaj je namen. Namen je čim več ljudi, čim prej zastrupiti, zato, da se bo denar prihranil in da ga bodo lahko vladajoči uporabljali za vse mogoče druge stvari. Samo za to gre. In vas jaz lepo prosim, poglejte, dejte še enkrat povedati tisto izjavo, ki ste jo zapisali na Twitterju. Evtanazija je cenejša od zdravljenja. A je res ali ni res? Priznate to svojo izjavo? Lahko odgovorim? Ja. Izvolite. Ker vodite vdajo, vprašam vas. Poglejte, jaz sem to na Twitterju napisal leta 2020 in napisal sem nekaj, kar je v resnici bila zakonska zahteva. Vsak predlog zakona mora tudi ovrednotiti svoje stroške. To vsi vemo. Ve gospod Primc, ker je prekanjen politik, vejo vsi politiki, ki so kdajkoli pisali kakšne zakone in sprejemali in tako naprej. Seveda ljudje, ki tega ne vedo, ki so dlje od tega procesa, tega morda ne vedo in zato na nje ta izjava zelo učinkuje. Ampak to je preprosto dejstvo, ki pa ni razlog, zaradi katerega se kdorkoli zavzema od nas za ta zakon. Kajti isto dejstvo velja tudi za razvoj paliative. Veste, paliativa je tudi cenejša od intenzivne medicine, ki se prakticira na intenzivnih oddelkih in razvoj paliative tudi ni šel naprej, kot pravi pionirka tega območja na Sloveniji, gospa Červek, v svojem pričanju, prav zaradi tega, ker so zdravniki raje razvijali visoko intenzivno medicino, ker je tam prestiž, kariera, uspehi in tudi farmacevtski dobički. Vse to je tam. Zdaj pa, če odgovorim še naprej na to, kar so napletanje gospoda Primca, kajti veliko tega je on rekel že in jaz sem manj časa bil pri besedi kot on. Poglejte, konstrukt, ki ga Primc izpeljuje tu, je to, da smo mi res zavratni morilci, ki hočemo Slovenijo, vse zdrave Slovence na nek način spraviti v grob. To ste vi rekli, ja? Ja, to sem jaz rekel. To je povzetek njegovih besed. On pripisuje, jaz ga pomilujem, mislim, da je... Dajmo biti spoštljivi, pa povejte pač svojo misel. Dam vam 2 minutki.
obstajata dve etiki. Obstaja etika spoštovanja življenja od spočetja pa do naravne smrti, domnevno naravne smrti. Smrt med cevkami je daleč od naravne, seveda. In obstaja etika svobodne izbire. Mi v Sloveniji imamo glede spočetja urejeno prednostno svobodno izbiro. Zdaj smo pred tem, ali bomo to isto svobodno izbiro uredili prednostno tudi pri izbiri konca življenja. Če ne bomo izbirali, zdajle potrdili svobodne izbire pri koncu življenja, se zna zgoditi, da bo zamajena tudi izbira pri spočetju novega življenja. In o tem se bo ta referendum vil, pri čemer poudarjam to, da te dve etiki nista simetrični. Kajti samo ena je taka, da izključuje drugo. Medtem ko druga etika izbire, moja etika in etika od kolegice tu, je etika, ki dopušča sožitje z drugo etiko in za to gre. Mi tu, niso še minili 2 minuti. Gledam na uro. Ja, sej, ampak ste že zajeli sapo. Pravim, naša etika je etika sožitja. Ne gre za to, da bi mi hoteli kristijanom preprečiti, kot princ hoče prodajati, ampak ne zelo uspešno, to misel, da mi hoteli zastrupiti vse tiste, ki hočejo naravno umreti. Nasprotno, na koncu, če mi boste besedo, imam jaz materialen dokaz, ki ga vam princ nikoli ne bo povedal o tem, da je v zakonu, kakršnega imamo, neka dodatna varovalka za kristjane, ki smo jo dali prav zato, ker imamo natančno dober namen, da tudi kristjani uživajo svoj mir in umrejo, ko želijo. Povejte. Katera je ta varovalka? Tako. To je 33. člen zakona. Princ, ki je velik strokovnjak za naš zakon, gotovo ve na pamet, kaj v tem členu piše. Nobene varovalke ni. V zakon so vgrajene zlorabe. Vi hočete ljudem usiliti v času njihovega življenja strah pred smrtjo. Vi hočete, da se bo vsak bolnik, ko bo zbolel, soočal z lastno in tujo mislijo, ali ni morda že čas, da grem. Lejte, danes nima noben te misli. Danes, ko zboliš, razmišljaš ti in tvoji bližnji samo o eni stvari. Kako bom čim prej prišel do zdravnika, kako bom čim prej prišel do prave terapije, kako mu bomo pomagali, da se bo čim bolj počutil in kako bomo čim lepše preživeli tudi morda težke trenutke, ki pridejo. To je sedaj okvir. Vi pa hočete v odnose med ljudi vzpostaviti strah pred tem, da me bodo pospravili, strah pred tem, da sem odveč, strah pred tem, da je zastrupitev najboljša možnost za mene. Poglejte, vi uničujete kvaliteto življenja vseh bolnikov in vseh starejših. In prej ste rekli, mora biti diagnoza bolezni. Povejte mi enega starejšega človeka, ki ni bolan. Jaz sem star 50 let, pa imam dosmrtno predpisana zdravila. Ne mi govoriti, jaz sem neozdravljivo bolan po vašem kriteriju. Samo še psihična stiska, pa sem že zrel za zastrupitev. Tako ste zapisali in lepo vas prosim, lejte, ljudem je treba zelo jasno povedati. Če boste na tem referendumu glasovali proti, potem boste živeli mirno. V primeru, da boste nasedli manipulacijam zastrupitvenega lobija, se bo v resnici vaše trpljenje začelo, ker nikoli, ko boste šli k zdravniku, ne boste vedeli, kdaj vam bo zdravnik ponudil zastrupitev kot zdravstveno storitev. In to najcenejša zdravstvena storitev. Zdravstvena storitev, na katero potem, ko je enkrat izvedena, ni več pritožbe. Vi točno veste, da zlorabe, ki bodo izvršene v teh postopkih in ki jih zakon nalaga, ne bo nikoli doživel nihče nobene pritožbe, ker mrtev človek se pač ne pritoži. Vi to točno veste in zato veste, da popolnoma ničesar ne tvegate z vsemi zlorabami, ki ste jih ugradili v ta zakon. Predstavljajo pa seveda te zlorabe ogromen pritisk na ljudi in veliko tveganje, da bodo zastrupeni brez njihove volje. Zdaj, jaz bi vendarle, jaz sem bila čisto narobe razumljena, ampak dobro, vzeli ste tisto, kar sem rekla iz konteksta. Ne bom polemizirala z vami, ker niso zato tukaj, da bi polemizirali, me pa nekaj drugega zanima. Lejte, zdaj način, kaj se bo zgodilo, če nekdo, zdaj imamo človeka, ki se je odločil za to, ki je že v tem postopku in zdaj je v fazi, ko te učinkovine sam ne more vzeti. Kaj v tem primeru? Potem, če ne more vzeti, ne bo vzel. Zakon je, v prejšnja verzija zakona je vključevala, da se mu pomaga. Tukaj v tej verziji zakona tega ni.
Kaj, potem se postopek konča? Ja, No, učinkovine je potrebno vrniti, tako kot piše v zakonu, a ne? Ampak on ima pa voljo, da bi to naredil. no Ja, glejte, Ne more. Zdravnik, tisti, ki bo lečeči zdravnik, ali je to osebni, ali bo to na sekundarni, terciarni nivo, mu mora povedati, kakšen način je možno, ali bo vzel per os, to se pravi, da bo zaužil, ali pa da se mu nastavi kanal. Kanal bi mu mogel nastaviti zdravnik ali pa diplomirana medicinska sestra. In na koncu bi pa on, jaz se niti ne predstavljam, nekaj pritisnil, da bi šlo. In če ne more, potem si mu dolžen pomagati. Tako sem jaz razumela. In še nekaj bi za nazaj povedala. Resnično piše, da mora zdravnik stati ob tem, dokler ni mrtev, do smrti, in šele potem pokliče mrliškega oglednika. Kdo pa je to? Mrliške preglede do danes jih delamo na terenu osebni zdravniki. Ampak vendarle, kaj se bo zgodilo? Še ena stvar se mi zdi zelo zanimiva, ker smo ravno pri tej fazi. Vidim, da gremo konec. Mrliški oglednik, lahko ga vnaprej pokličejo, ampak ne sme vstopiti. Po zakonu ne sme vstopiti v prostor, kjer je umirajoči, dokler je živ, ampak šele, ko umre. Se pravi, zakaj še ena dodatna skrivnost? Zakaj ne sme biti še tretja priča zraven? Zakaj ne sme biti tretja priča zraven? Se pravi, še ena možnost dodatne zlorabe. Lejte, še bom dodala vprašanje eno zraven, ki me pač dodatno še žuli. Kaj, če gre kaj narobe? Recimo, da se umiranje zavleče, da ni postopek končan v 10 minutah, pol ure, če traja to 3 ure, 4 ure, 5 ur, 6 ur, 7 ur, kar se tudi lahko dogaja. Zdravnik je tisti, ki zna določiti ustrezno učinkovino in ustrezno dozo te učinkovine. A ne? Zato pa ni mogoče sestaviti dobrega zakona, ki bi izključeval zdravnika. Zdravnik tukaj zraven mora biti prav zaradi tega. Nekateri so namreč zdravniki, ki ne bi hoteli imeti nič s tem in si poncijevsko, pilatovsko umiti roke. Ampak imajo ugovor vesti, kar je seveda je pravilno, in tudi medicinske sestre. In ni nobene... Ampak za te zaplete, ki se lahko zgodijo, morajo pa biti zraven, seveda. Zato je to zdravniška, zato je tudi zdravstvena storitev. Razumem, ampak človek v tem času najbrž neznosno trpi. To je zastrupitvena storitev. To ni zdravstvena storitev. Cilj te storitve ni zdravje ali pa lajšanje bolečin. Cilj te storitve je smrt. In to je zastrupitvena storitev. To ni nobena zdravstvena storitev. Jaz sem vas vprašala, kaj je to. Smo povedali, da je zdravstvena storitev. Da še ni zdravstvena storitev. Je zdravstvena storitev, se piše v zakonu. Samo vi ste hoteli imeti katera zdravstvena storitev, a diagnostična ali rehabilitacijska ali terapevtska. Si dobro nobena od teh ni, tako. Ja, jaz vam lepo povedala, da se te stvari opredelijo v pravilnikih. Če bi jaz lahko še zdaj, ker vemo, da smo na koncu. Jaz sem imela najmanj besede. Mene pa nekaj zanima. Jaz nekje razumem vas, da bi to želeli. V redu, pa če rečem vaša pravica. Kdo, zakaj ne bi to sami sebi naredili ali pa vaš najbližji? Zakaj mora to en drug delati? Vete, res je, nekateri ljudje to res lahko napravijo sami. Ampak, veste, kot sem prej povedal, je sodelovanje pri samomoru kaznivo dejanje. In če ti prosiš svojega dragega, da to naredi, ali svoje drago, kogarkoli, ga lahko pošlješ v zapor s tem dejanjem. Zato je to zelo nehvaležno početje. Zato gredo ljudje v hosto in to delajo na različne načine z rezultati, ki so dostikrat zelo, zelo slabi, tudi za nekoga, ki se hoče sam usmrtiti. To je en razlog, ampak potem so tu še drugi razlogi. Glejte, poleg fizične onemoglosti, ki preprečuje, da bi naredil samomor človek, torej ta človek nima možnosti, da bi sprejel tisto odločitev, ki se mu mora edina smiselna še v njegovem življenju. Ne želi si čokoladnih, ne vem kaj, ne želi si zadnje večere, želi si umreti, ker je to vse, kar hoče od tega življenja, končati ga, ker je neznosno zanj, tega ne more storiti. In drugič, imamo ljudi v institucionalnem varstvu,
kaj je institucionalno varstvo, katere ustanove so institucionalnega varstva. To so vse domovi starejših občanov, to so vse bolnišnice, to so zapori, to so dijaški domovi in še tako naprej in tako dalje. No, do kraja sploh še nismo prišli, kje se bo to dogajalo, ne? Vsi ti ljudje ne morejo končati svojega življenja sami in je spet so na nek način v drugačnem, slabšem položaju tega, ki ste ga vi postavili s tem vprašanjem, tega ne morejo storiti, ker je dolžnost je zdravstvenih delavcev, da to preprečijo. In to se je zgodilo Vesni prijatelj, omenjeni Vesni prijatelj, to se je zgodilo očetu od Andreja Pleterskega in zaradi tega te ljudje v resnici so onemogočeni, pa so to tisti, ki bi to pogosto najraje storili. Tam so ljudje, ki hočejo to storiti. Zato je treba na nek način uzakoniti, a lahko, veste, gospod, govorili ste največ od vseh nas. Vse vas načne ovira, vi lepo končajte misel. Zato je treba ta zakon sprejeti, ker sicer imamo opraviti z diskriminacijo. Nekateri ljudje, ki to hočejo narediti, tega ne morejo storiti. Ljudje, glasujte proti. Slišali ste dr. Pripca, enega pobudnikov tega zakona. On bi zastrupljal po domovih za starejše, po bolnicah, celo po dijaških domovih smo slišali in tako naprej. Se pravi, to, kar hoče zastrupljevalski lobi v Sloveniji delati, je zastrupiti čim več ljudi pod vsemi mogočimi pretvezami in pod vsemi mogočimi krinkami. In na način, da bi te zlorabe prikril, da ja ne bi bilo nobenih raziskav. Če hočete živeti mirno, če hočete živeti varno, vas lepo prosim, pojdite na referendum in glasujte proti, ker je to edini način, da boste v času svojih stisk, svojih bolečin, svoje bolezni lahko živeli mirno, ker ti ljudje niso normalni. Se lahko zdaj le sliši. Dovolite? Izvolite. Bom pa še postavila dodatno vprašanje. Zakaj lahko drugi govorijo, meni pa skozi postavljate vprašanje, ne dovolite, da nagovorim ljudi. Na koncu boste nagovorili vsi ljudi. Če on to sproti dela... Tri stvari so, ki jih je rekel, pa so laž. In ne date besede. A lahko razumete, da zdravniki niso neetični, ampak da imajo zdravniki in medicinske sestre imajo ugovor vesti. In tistemu zdravniku, ki se bo odločil, da bo pomagal pacientu končati življenje, ti zdravnik ni etičen. Ne moramo ga tako označiti. Naslednja stvar, prikrivanje postopka. Dajmo razumeti, da z vstopom v Evropsko unijo smo morali sprejeti tudi zakon o pacientovih pravicah. Ta je, hvala Bogu, ta paternalizem, ki ga doživljamo v Sloveniji, postavil vsaj na en nivo, da je pacient sovključen, da je informiran, da daje soglasje. In ta zakon izhaja iz zakona o pacientovih pravicah. Samo razširi ga. In v zakonu o pacientovih pravicah piše, da pacient se odloči, kdo lahko dobi informacije. In danes, ko greste v bolnišnico, napišete, kdo lahko dobi informacije in ta prostor lahko pustite prazen. In to ni nobena nivost tega zakona. Da ni podpisa, je laž. Podpisati je potrebno. Naslednja vrstica tega teksta pa je, za tiste, ki so nepismeni, koliko je v Sloveniji... Koliko je v Sloveniji nepismenih? Ne vemo. Malo, ne? Zelo malo, ja, ampak v tisti zelo bolni fazi... Moram se takoj odzvati. Ne gre samo za nepismene, ampak tudi za tiste, ki menda ne morejo se podpisati. Zdaj pa vi meni povejte, kdo bo ugotovil, kdo se ne more podpisati in povejte mi, kater človek se bo pritožil potem, ko bo zastrupljen na to, da je bila zlorabljena njegova pravica. Do tega, da bi se sam odločil, pa se ni hotel zastrupiti. Kater mrtev človek bo vložil pritožbo? Noben človek ne bo vložil nobene pritožbe. Zakon, ki je državljanke in državljani, zakon, ki je napisan, je primerljiv z 8 obstoječimi zakoni v Evropski uniji in primerljiv z 8 zakoni, ki so v postopku obravnave v nacionalnih parlamentih. Se pravi, pomeni, da zdaj zakon je v evropskem prostoru prepoznaven, ne dobiva očitkov o nekem zastrupljevanju, kakor se tukaj hoče cel čas prikazati. In lepo vas prosim, pejte na volitve in označite za. Zaradi tega, da ko boste potrebovali, ko boste v težki situaciji v svojem življenju,
da ga boste lahko uporabili vi, vaši otroci, vaši sorodniki. Potem na koncu ne bo več teh možnosti nagovarjati volivce. Zanima me še, zakaj v mrliškem listu ne bo kot vzrok smrti navedena samo usmrtitev. Noro. Izvolite. Verjetno to vprašanje za to stran. Ne, vprašanje, kako to vidita ta dva, bom pa potem vprašala. Tu je, gledajte, izvorni zakon Srebrne niti je tisti, ki je bil sprva zavrnjen v parlamentu, je imel dva odgovora na to vprašanje. V mrliškem listu je bil neposredni razlog izvedba postopka pomoči, potem je pa tukaj ozadna bolezen kot globinski razlog. Potem se je v parlamentu zgodilo nekaj, kar sam ne znam razložiti, ker nisem del teh novih postopkov usklajevanj, ampak prišlo je do neke spremembe, ki je nihče od vseh, ki branimo ta zakon, v resnici ne brani, in mislim, da bo prišlo do neke novelizacije, noveliranja tega člena, ki bo popravil to, kar se je, to spremembo na slabše, ki se je zgodila glede na zakon Srebrne niti. Evo, celo predlagatelji in podporniki zakona ne podpirajo. Zato vas ljudje res prosim, pojdite na referendum in glasujte proti, tudi oni priznavajo, da so pripravili nesprejemljiv zakon. In odločamo točno o tem zakonu, ki je sedaj pripravljen, o nobenem drugem. In ta zakon ima to hudo zlorabo predvideno, ker napeljuje zdravnika na laganje. Nikar pa ne verjemite, da bodo to res spremenili. Če bi to oni hoteli spremeniti, bi lahko že zdavni spremenili v parlamentarnem postopku, ker je točno tak amandma, ker je točno tak amandma predlagala Nova Slovenija. Pa niste hoteli tega podpreti v Državnem zboru. Tako je. Jaz sem pa veliko mrliških listov napisala in koliko smo bili naučeni, pa ne samo zato, je tudi logično in pravilno, strokovno, da se glavni razlog je glavni razlog. In v tem primeru vemo, kaj je. Zastrupitev. Ja. In še to... Samo zastrupitev, mislite reči? Samo zastrupitev. Zastrupitev, Samo zastrupitev. Strup je razlog. Strup je razlog. Ne, gospa zdravnica. Ne, gospa zdravnica, pove, prosim. Potem ni treba nobenega zraven, potem naj se sama, ne, če pravite samo zastrupitev. In noter je tudi en člen, ki pravi, da se kazenski zakonik spremeni, da za zdravnika pa sestro to, kar sodeluje pri tem dejanju, ni kaznivo dejanje. Ja. Smrt s PPKŽ se ne šteje za nasilno smrt. Ja, se pravi, do sedaj ljudje morate vedeti, da se tako dejanje kaznuje z zaporom do 5 let in sedaj hočejo oni to, kar je še danes kaznivo in se kaznuje z zaporom do 5 let, narediti kot zdravstveno storitev, kar ni seveda nobena zdravstvena storitev, ampak je zastrupitvena storitev, in hočejo iz našega zdravstvenega sistema narediti zdravstveno usmrtitveni sistem. To je vaš namen, z namenom, da bi čim več ljudi zastrupili. In te bom to dokazal še s tem, ko bom povedal to, kar nikogar očitno ne zanima, ne pa mislim, da je to vredno povedati. Prav v kontekstu tega, jaz zastrupljevalec, jaz satanist, po prejšnjem soočenju me je gospod razglasil za satanista. To ste zdaj vi sami rekli. Absolutno zlo, tudi mi je rekel že, in še nekaj podobnih atributov sem slišal. Zdaj bom pa jaz povedal nekaj v svojo obrambo, kaj je v tem 33. členu, ki ga gospod, ki tako zelo dobro pozna, druge člene te ne pozna. Tam smo zahtevali in tudi pridobili spremembo zakona o pacientovih pravicah, dopolnili smo ga in kako? Tako, da se v naprejšnji volji, to je volji, ki jo ima vsak pacient, ki ima možnost, da se izreče, kaj naj zdravniška služba naredi, če bo prišlo do, ne vem, izgube zavesti, če bo v trajni komi in tako naprej. Tam smo vnesli dodatek, ki pravi, da se lahko pacient po zakonu o pacientovih pravicah opredeli in tudi zavrne vse možne oblike skrajševanja življenja. Poudarjam še enkrat, da lahko v svoji vnaprejšnji volji zavrne vse možne oblike skrajševanja življenja, česar prej v zakonu o pacientovih pravicah ni bilo. Zdaj mi pa prosim, bo gospod Princ zelo lepo povedal, kako to gre skupaj z njegovo idejo, da sem jaz, oziroma mi vsi podporniki teh zakona, 55% Slovenije,
veliki pred enim letom. veliki zagovorniki zastopljevanja tistih 45. Ne, kot sem rekel, še enkrat ponavljam, kar sem rekel na začetku. Ta zakon je pravičen v tem smislu, da zahteva, pričakuje in izhaja iz tega, da je možno sožitje dveh različnih etik na zasebni ravni znotraj javnega zdravstva. Imamo zdravnike, sestre in paciente, ki so lahko na eni ali na drugi strani in ni nobenega razloga, da ne bi mirno živeli drug z drugim, sodelovali, kot sodelujemo do zdaj, si zaupali. Gospod Princ pač se je razdor tukaj in upa na to, da bo njegovi volivci tako prestrašeni, da bodo šli na volitve zaradi to, da bi te strahu znebili. Ampak, če hoče ta strah ponuditi svojim volivcem, naj prosim odgovori, zakaj bi nekdo, ki hoče vse to narediti, kar meni pripisuje, v zakon dal, in to prav moja pobuda je bila na vse zadnje za to spremembo zakona o pacientovih pravicah, s katero se lahko vsi, ki to hočejo, vnaprej zavarujejo vsakega skrajševanja njihovega življenja. Poglejte, imamo stanje, v katerem ni treba nobenemu iti nikamor, k nobenemu notarju, da bo povedal, da noče, da ga zastrupijo. Vi sprejemate zastrupitveni zakon in seveda potem ljudem ponujate, naj grejo za to, da se bodo zaščitili, naj se grejo overiti svojo izjavo, da nočejo zastrupitve. Koliko ljudi pa mislite, da bodo šli to narediti? Kdo bo prišel, ko bo zdrav, razmišljati o tem, da bo šel k notarju pa dal to izjavo overiti? Vi točno veste, da tega ne bo naredil noben, oziroma da tega velika večina ljudi ne bo naredila. Vi točno veste, da mečete pesek v oči, da to ni nobena varovalka. Ljudje, vi ne rabite danes nobene izjave nikjer podpisati za to, da nočete, da vas zastrupijo. Ampak oni sprejemajo, tega problema sploh ni. Oni sprejemajo zastrupitveni zakon, zato ker vas hočejo čim več zastrupiti, zato da ne boste strošek in samo za to gre. In to delajo tudi vse druge zahodne levičarske vlade, ker hočejo na ta način izvajati pokojninske, zdravstvene in pa socialne reforme. Samo za to gre. Vi se lahko smejite, ampak gledajte, smrt in zastrupitev človeka ni smešna stvar. Jaz se nič ne smejim. To je zelo, zelo resna zadeva. Smrt človeka je zelo resna zadeva in vi sejete smrt. Hvala za tole pridigo, gospod Primc. Hvala lepa. Dovolj, zaključna misel, vsak 2 stavka po vrsti, na tej strani pa potem tule. Zakon je pravičen zakon, ker uvaja v resnici možnost za stran, ki je doslej ni imela, to je stran, ki zagovarja svobodno izbiro, da ima to izbiro, glede izbire svoje smrti, in ne preprečuje drugi strani, da živi še naprej svoja prepričanja, svoje vrednote in umre naravne smrti, če to želi, tudi v mukah, če to želi. Tega nihče nikomor ne preprečuje in dokaz tega, da tega nikomor ne preprečuje, je 33. člen, v katerem omogočamo, da se dodatno zavarujejo tisti, ki to hočejo doseči. Izvolite. Zakon omogoča pacientu odlično informiranost o njegovi neozdravljivi bolezni, da lahko sprejme odločitev, ki jo želi. Ali je to PPKŽ ali je to paliativna oskrba. Raziskave v svetu so pokazale, da države, ki so sprejele tovrstni zakon, so povečale obseg paliativne oskrbe, tako z vidika obsega strokovnjakov, kot iz vidika storitev. Zato zakon ne ogroža nikogar. Zakon prinaša samo dobrobiti, prinaša avtonomijo in svobodo odločanja. Ljudje, če nočete, da vas bodo silili v smrt, če nočete doživljati neznosnega trpljenja zaradi siljenja v smrt, potem pojdite na referendum in z veseljem in ponosno obkrožite proti. Ta proti bo proti za vaše mirno življenje. S tem proti si boste zagotovili mirno življenje, da vas ne bo zastrupljevalski lobi preko medijev, preko zdravstveno-usmrtitvenega sistema in preko vseh drugih mogočih sistemov silu v zastrupitev. Vaša pravica je, da imate zdravljenje, da imate lajšanje bolečin, da imate pomoč, ne pa zastrupitev. In odločno z veseljem glasujte proti. Gospa Preden. Bom kratka, glasujte proti. Zakon je veliko zavajanja, veliko leporečja, jaz sem rekla, glasujte proti. Dragi gostje, spoštovani gostje, hvala za udeležbo, hvala, ker ste prišli in razkrili svoje misli. Cenjeno občinstvo, svetujem vam, da si preberete zakon, pogledate še kakšen video, temeljito razmislite o tem, kaj zakon prinaša, kakšne bodo njegove posledice.
in se odločite modro, predvsem pa, da greste na volišče. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.